Hvala na zaupanju vsem delegatkam, ki ste tudi prisotne. Tudi jaz prisrčno pozdravljam vse navzoče. Pozdravljam evropski poslanki, pozdravljam poslanke državnega zbora, poslance državnega zbora, če so še med nami, vse goste in vse članice ženskih odborov Slovenske demokratske stranke. Za današnji 7. kongres predlagam naslednji dnevni red. Po točko 1 izvolitev predsedstva, točko 2 sprejem poslovnika 7. kongresa ženskega odbora Slovenske demokratske stranke in potrditev dnevnega reda, po točko 3 izvolitev organov 7. kongresa in sicer verifikacijske komisije, volilne komisije in overovatelja zapisnika. Točka 4 poročilo verifikacijske komisije. Točka 5 poročilo o delu izvršilnega odbora ženskega odbora Slovenske demokratske stranke. Točko 7 predstavitev kandidat in volitve v organe ženskega odbora Slovenske demokratske stranke. Točko 8 spremembe in dopolnitve poslovnika. Točka 9 priprave na 11. kongres Slovenske demokratske stranke. Točka 10 zelo pomembna razglasitev rezultatov volitev in točka 11 razno. Prosim vas, če ima katera še kakšen drug predlog oziroma dopolnitev dnevnega reda. Če ni, dajem predlagani dnevni red na glasovanje. Hvala. Je katera proti? Ni. To se pravi, točko 1, predlagani dnevni red smo sprejeli. Pravzaprav predlagani dnevni red. Točko 1, izvolitev delovnega predsedstva smo odpravili in prehajamo na točko 2. Sprejem poslovnika 7. kongresa. V gradivu ste dobile poslovnik. Ta se od prejšnjega kongresa ni spremenil. Pa kljub temu sprašujem, ima katera pripombo dopolnitev poslovnika. Če ne, dajem tudi to na glasovanje. Prosim, če dvignete končke. Hvala, ugotavljam, je katera proti? Ni, ugotavljam, da je poslovnik sprejet. Točka 3, izvolitev organov 7. kongresa. V verifikacijsko komisijo predlagam Karmen Kozmus kot predsednico in gospod Tatjano Kodre za članico. V volilno komisijo predlagam za predsednico magister Alenko Gortan, za članice pa Nino Avbel-Lekić, Nataša Smrekar, dr. Andrejo Špernak in Simono Pavlič. Za overoviteljice zapisnika pa predlagamo gospod Rinko Kovačič in dr. Alenko Vrte. Ima katera kakšen dopolnilni predlog? Če ne, dajem vse 3 predloge na glasovanje. Hvala, nekatera proti? Ni. Soglasno sprejet. Sedaj bi pa prosila, če gre volilna komisija v preverje, da se boste dogovorili, kako je z volitvami. Prehajamo na točko 4. Poročila verifikacijske komisije. Prosila bi predsednico gospod Karmen, da nam poda Kozmus poročilo. Dobar dan. Od 122 delegat je prisotnih 114 delegat, kar pomeni, da je kongres sklepčen. Smo kar hitre. Po točko 5
Imamo poročilo o delu izvršilnega odbora ženskega odbora Slovenske demokratske stranke. Prosila bi predsednico, gospo Alenko Jeraj, da nam poda poročilo. Lep pozdrav še enkrat. Torej od zadnjega kongresa, ki smo ga imeli leta 2013, smo imeli 29 rednih sej izvršilnega odbora, 6 korespondenčnih sej JOJ-a in 15 sej sveta. Kot veste, smo se srečevali po celi Sloveniji, tako da se na tem mestu še enkrat zahvaljujem vsem, ki ste organizirali seje sveta v vaših občinah, pa tudi poskrbele za spremljajoči program, kjer smo se vedno res imeli zelo fajn. Od zadnjega kongresa smo tudi nadomestili nekaj članic, ki so bile na kongresu izvoljene. Nekatere so pač same nekako ugotovile, da jim časovno ne znese, da sodelujo z nami, druge smo pa potem tudi zaradi manj aktivnosti nadomestila v izvršilnem odboru. Zato upam, da vse tiste, ki kandidirate, da se res zavedate, da gre za kar nekaj obveznosti enkrat mesečno, vsaj sejo izvršilnega odbora in da se ne da delati, seveda, če ne prihajate na te seje. Saj mislim, da tiste, ki kandidirate, to veste, tako da je res težko, ali pa če se v nekem trenutku zgodi, da ugotovite, da ne morete opravljati svoje funkcije, da je mogoče za vse skupaj lažje, da to poveste, pa potem vključimo kakšno, ki in čas dopušča bolj aktivno delovanje. Zdaj tam ne bo Maja vrtila naprej slajde po letih, jaz čisto vsega ne bom, da ne bo to predolgo, ampak povedati pa je treba, ker smo zelo veliko delali. Torej leta 2013, ko smo imeli 13. aprila, smo zaključili s projektom Slovenija dežela velikih ljudi. Potem smo imeli pogovor, ali bo Slovenija res ostala brez nove povedarke, z dr. Romano Jordan, eno od mojih predhodnic. In v tistem letu smo tudi izvedli prvi družinski dan. Potem smo bili na letnem taboru v Ljubljani, kjer smo si pogledali muzejsko zbirko od planine do planike. Tisto leto, 2013, smo začeli tudi akcijo Plamen za zamolčane, na predlog naše podpredsednice Darinke, in sicer spominja žrtve medvojnega in povojnega komunističnega nasilja. In imeli smo v tistem letu tudi klubski večer s primarji Marijo Veger-Pevc. Leta 2014 je bilo nekaj klubskih večerov, skupno akcijo smo potem izvedli ob dnevu državnosti in sicer pobuda za himno. Če se spomnite, smo pobirali podpise za, torej da postane himna, da jo razširimo z drugo kitico. In na stojnicah smo potem zbirali podpise in potem to tudi vložili v državni zbor. Sicer nismo bili pri tem uspešni, naša stranka že večkrat to predlagala. Tako da komaj čakamo, da bomo na vladi in bomo to naredili. Potem smo obiskali Hudo jamo s krščanskim forumom in ki smo imeli eno spominsko slovesnost. V letu 2015 smo imeli klubski večer z Alenko Kuhar, tudi včeraj sodelovala na učnikovem simpoziju. Izvedli smo klubski večer ženske v Demosu z eno poslanko, takratno Nado Golcar in dr. Andreja Varic-Zver. Izvedli smo drugi družinski dan v Krškem in tukaj je še ena sličica izvršilni odbor na Ladjici. Potem smo v letu 2015 izvedli tudi spominsko slovesnost ženske žrtve komunističnega nasilja, tudi v Krškem oziroma na gradu Reichenburg. Potekal je ponovno projekt Spominjamo se v času okrog 1. novembra, ko obiskujemo prikrita grobišča. Konec leta 2015 je bilo pa zelo pestro, takrat je namreč potekala kampanja za referendum proti družinskemu zakoniku. Takrat smo se članice ženskega odbora kar močno vključile v kampanjo, predvsem Jelka, tudi jaz sem na veliko okroglih mizah sodelovala in tudi druge. In seveda smo bili tako uspešni, kot vemo, se smo na referendumu zmagali kljub torej višje močstvo, ki je bil potreben glede udeležbe. Jaz sem se udeležila tudi konference Mednarodne federacije za mir v svetu, kjer sem bila tudi uvodničarka na temo žensk v politiki. V letu 2016 smo izvedli delavnico Velika slika pod mentorstvom Linde, ki je danes tukaj z nami, nam je tam lepo mahala.
Potem smo izvedli klubski večer z Lidijo Drobnič. Šli smo na strokovno ekskurzijo v Ormoški Petriček, torej v Ormož in Kidričevo. Izvedli smo klubski večer ob 26-letnici prvih demokratičnih volitev z poslancema takrat, torej Slavkom Kmetičem in pa Francijem Petrinom, ki je bil vodja kluba svetnikov, torej poslancev Demosa. Izvedli smo klubski večer z zgodovinarjem Borutom Rutarjem o nastanku tigra. V Celju izvedli pogovorni večer o Ilzi Premšak in izvedli tretji družinski dan v Solčavi. Slike so še vmes na dnevu zastave, a ne vače. Potem v drugem delu leta pa smo imeli v sodelovanju s klubom Senior in Seniork SDM-jem javno tribuno Slovenci v zapeljanih deželi. Zelo uspešno smo izvajali lani projekt Zastava vsak slovenski dom, ko smo razdelili 5000 zastav po Sloveniji. Zelo lepo smo se imeli tudi na taboru v Lepeni, julija in avgusta oziroma konec julija. En tak ženski vikend smo si naredili, ogledali smo si film o Pavli Jesih. Imeli pohod do Karenskega jezera, kar je bilo naporno za nekatere, to je bolj sprehod, ampak pa smo ugotovili, da je resen pohod. In potem smo imeli tudi piknik. Potem smo obiskali Ferdring, prelesje pri Kočevju, kjer je bilo povojno taborišče za politične zapornice, tam je bilo zaprta tudi Lidija Drobnič in Nova slovenska zaveza vsako leto organizira spominsko slovesnost Sveto mašo in predlagam in tudi imamo v letošnjem načrtu, da se tega udeležimo. Potem je potekal projekt, jaz sem bila ponovno na eni konferenciji, kjer sem pa tokrat govorila tudi o migracijah in o tem, kar se v Evropi dogaja. Ena od uvodničar sem bila. Izvajali smo skupaj s SDM-jem ali pa samo ženski odbori razne akcije ob začetku šole, zbiranje šolskih potrebščin za socialno ogrožene družine. Potem smo se pa 4 članice ženskega odbora skupaj s turistično agencijo Trud udeležile romanja z naslovom Potovanje k Slovencem v Argentino in deželo papeža Frančiška. V tem času smo napisali tudi več pisem predsedniku Borutu Pahorju na različne teme. Kakšnega odziva ni, ne, moram reči, da vsakič, ko se kje vidva, potem malo pocukam, ne. Najbrž nam nima kaj povedati, ne, na naše pripombe. Ves čas smo pa tudi dali različne izjave in sporočila za javnost, ker smo pač komentirali aktualne razmere ali pa to podlagali. Če pogledamo še ženski odbor v številkah po tem mandatu, torej 4270 članic po vsej Sloveniji, 56 mestnih občinskih in medobčinskih odborov imamo, 13 regijskih koordinacij, 5 poslank v državnem zboru, ki so bile danes tudi vse z nami, in 2 poslanki v Evropskem parlamentu, ki so prav tako bile z nami. Romana je že morala iti, Patricija pa še tu. Jaz bi se ob zaključku, zdaj, kakšno stvar sem verjetno pozabila, jaz sem poskušala pač osvetliti glavne dogodke, ne, organizirala smo še cel kup drugih stvari, ste jih organizirala v okviru občinskih in medobčinskih odborov, tako da hvala lepa za vse to, kar delate, da skupaj osveščamo in izboljšujemo tako politično kulturo, kot tudi pridobivamo nove člane in simpatije za našo stranko. Jaz bi se v tej priložnosti seveda zahvalila tudi vsem mojim sodelavkam v tem ožjem krogu, najprej obema podpredsednicama, Jeleni, potem tudi Kseniji, ki je uspešno vodila naše seje sveta, ali kot namestnici, vsem članicam izvršilnega odbora, s katerimi smo tvorno in dobro sodelovali. Mislim, da smo bile kar operativne in ena taka dobra ekipa. Praktično soglasno smo sprejemali odločitve in res dobro sodelovali v tem zadnjem času. Hvala tudi članicam nadzorne komisije.
Za danes se pa zahvaljujem Simoni Pavlič, ki je moderirala oziroma povezovala tale prvi del kongresa in tudi vsem ostalim, ki ste sodelovali brez kakšnih pripomb, ker ko smo napisali program in poslali, so se v glavnem vsi strinjali, da zadevo tako izpeljamo, tudi pevka Malenki, Podpeškemu, Petru poslankam, ki ste sodelovali. Rada bi se pa zahvalila tudi mojim sodelavcem v glavnem tajništvu, predvsem Maji Tominc, ki je zadolžena za ženski odbor in nam je praktično res tak zelo pomemben support pri vseh naših aktivnostih. Hvala tudi tebi, Maja. Hvala vsem za to, da smo skupaj lahko delali ta 4 leta oziroma 8 let. Želim tudi novemu vodstvu tako uspešno delo. Zahvaljujem se predsednici gospe Alenki za poročilo. Istočasno pa bi rada v imenu nas vseh, ki smo tukaj, predvsem pa članic izvršilnega odbora, dala njej zahvalo. Alenka, ti si bila tista nit, ki si nas povezala. Ti si bila tista, ki si usmerjala naše delo, predlagala, kje naj imamo svet stranke, kam naj gremo na izgled. To so bila dejanja oziroma druženja, ki so nas vse, ki smo danes tukaj, povezali. Nepozabni so spomini na seje svet v raznih krajih. Ti si bila tista oseba, ki si bila zmeraj logistično, operativno dosegljiva. Kadarkoli sem te poklicala, sem dobila odgovor, sem na seji. Isto mislim, da tudi ostale. To je za predsednika, ki dela z ljudmi, zelo pomembno, da zna prisluhniti nam, našim težavam, problemom in nas usmerja. Ta mandat, ki ga zdaj zaključujemo, je bil res mandat sožitja. K temu si zelo veliko prispevala ti. Hvala ti v imenu vseh nas. Sedaj pa prosim magister Jeleno Honda, ki je bila pri nas v izvršilnem odboru zadolžena za mednarodne zadeve in se je udeležila večino, mislim, da vse dogodke v okviru EPP Vimen. Prosim, Jelena. Jaz bom zadevo predstavila, kolikor se da na kratko, do enih zjutraj danes sem delala, tako da mi oprostite za napake. Julija smo se z Alenko udeležili tole, mandat se je začel leta 13, tu mislim, da smo v eni drugi dvorani. Poletna akademija EPP Women, se pravi Evropske ljudske stranke ženske organizacije, EPP Women se skozi pojavlja, to je ta organizacija, kateri predsednica takrat in še danes je bila Doris Pack, Nemka. Ženske in podjetništvo je bila top tema, soočeni z izzivi in tveganji. Obiskali smo italijanski parlament, torej udeležili smo se Alenka in jaz naprej. V jeseni ponavadi je kongres ali kolokvij, tokrat je bilo tema ženske in podjetništvo, soočeni z izzivi in tveganji. Sem je bila kot glavna govornica pozvana Zofija Mazej-Kukovič, ki je dala izjemno lep govor, smo ga tudi še enkrat prebrala. Udeležba iz Slovenije je bila pa zelo velika, mislim, da največja do takrat. Alenka Jeraj, jaz, Zofija, Jelka Godec je bila z nami, Ksenija Sever, Ida Medved in pa iz Nove Slovenije je bila zraven Sojer Mojca. Nadaljevanju boste videli slikco Sojer Mojca, Alenka, Ida Medved, Zofija Mazej-Kukovič, Jelka, Ksenija in jaz. Naprej. V Bruslu se je aprila, so se postavili prvi programi, podatki o finančnih poročilih, o tem ne bom govorila, in sicer sem se tega jaz udeležila. Zadeve potekajo tako, da se ponavadi sprejmejo kakšne nove članice, nekatere so odstopijo članstva in napoved teme za 2015 zopet podjetništvo ženske. Naprej. V Zingstu, Rügen,
Na severu Nemčije smo bile povabljene zaradi Doris Pack, Nemke, ki je želela vsem pokazati Evropi, da ima tudi Nemčija morje. Moja ideja je bila zelo dobro sprejeta. Peljala sem zastavo na večino teh dogodkov, kjer sem malo pomahala, z njo smo se poslikali in to so ženske strašno dobro sprejele. Naprej. Na Baltiku je bila tema potrebno je razviti nove politike trga dela. Naprej. Tole je Doris Pack in spominjam se tega jutra, ko sem prišla sem, naš predsednik je bil v zaporu, jaz sem zaprosila z eno majčko, prišla sem noter in ženske so vse vtikale. Posebno to. To je bilo politično sporočilo, politična nota, kasneje sem tudi pojasnila in v zakulisju mi je marsikdo pritrdil, da dejansko v vzhodni Evropi razmere takšne so. Aha, tu sem povedala, kako ženski odbor v SDS v Sloveniji deluje. Na podlagi zadnje sprejete resolucije o ženskah v podjetništvu smo takrat to temo aktualno odpirali, spodbujali k družbeni razpravi, imeli smo nekaj dogodkov, v katerih sem tam poročala in seveda te ženske so zelo vesele, da vidijo, da se po članicah razvija tudi ta tema naprej. Kot sem rekla, z tem napisom Free Janez Janša sem upozorila na vzdržno stanje demokracije kot Janezom Janšo kot edinim političnim zapornikom v Evropi. V večernih pogovorih sem sedela z Marijo Gabriel, mislim, da jo Patricija zelo dobro pozna. Oni so imeli podobno stanje v Bolgariji in smo se veliko pogovarjali na to temo. Oktober, Zagreb. Zakaj smo se dobili v Zagrebu? Ker je takrat kandidirala za predsednico države dr. Kolinda Grabar-Kitarović. In naša podpora je bila očitno uspešna, ker ima Hrvaško predsednico dr. Kolinda Grabar-Kitarović. Tegale predavanja oziroma tega srečanja se je udeležila Romana Tomc. Iskali smo sliko, ampak žal jo nismo našli in udeležba evropskih poslank je izjemno zaželjena na teh srečanjih. V Varšavi aprila 15 je bilo zasedanje odbora, tema je bila vloga žensk pri krepitvi demokracije, podajali smo poročila posameznih članic EPP Women, naprej. Malta, poletna akademija se je odvijala v okviru fundacije Roberta Schumana, Evropska digitalna agenda, ker se takrat še ni vedelo, kaj prihaja v Evropo, je bila topik tema, to bi še sedaj morala biti topik tema, ker je to izjemen projekt za Evropsko unijo, vendar so bolj aktualne zadeve to zadevo zameglile. Imeli smo okroglo mizo, odstranitev ovir v digitalnem in imela sem možnost Simona pogovarjati se s predsednikom nacionalistične partije, Simon Gustil, ki je v večernem pogovoru povedal, da je pred kratkim govoril z našim predsednikom, ki je prišel iz zapora in ga je me spraševal po njegovih počutju in sploh stanju v Sloveniji. Naprej. Slaba slika, ampak tole je ta predsednik, ki je izrazil na Malti veliko podporo našemu predsedniku. München, tu so potekale volitve, ker je mandat te organizacije 3-letni. Jaz sem kandidirala v sistemu, med 12 kandidatkami sem dosegla 8. mesto, 6 jih je bilo izvoljenih. Bilo je pa tako, da so praktično čisto vseh 8 pa 2 novih treasurers in vse ostale seštejali. Se pravi, praktično stara ekipa je ponovila mandat, kljub temu mislim, da je za eno majhno Slovenijo, se je tudi Milan Zver takrat to napisal, mala Slovenija ima zelo malo možnosti, da pride blizu, ampak jaz mislim, da so blizu prišla za 8. mesto. Naprej. Zasedanje izvršilnega odbora EPP Women in kolokvij v Pravi aprila 16, predavanje Marije Gabriel, ženske v odborih ter migracije in ženske. Seveda je prevladala ta druga tema, zaradi tega, ker je bil to res izjemen dogodek in dogajanje za Evropo. Sprejeli smo tudi hitro resolucijo, urgent resolution na temo migracij. Naprej, obiskali smo češki parlament. Na Malagi je bila seveda tema, se je nadaljevala migracija in integracija vpliva
na ženske, se pravi migracije in integracije, vpliv na ženske. Obiskali smo mestno hišo naprej. V tem kontekstu je prav, da omenim, da smo ženske obravnavali resolucijo, ki je obravnavala samo migrantske ženske v teh tokovih, ne pa tudi evropske ženske, in to je bila poanta, ki sem jaz izpostavila. 5 držav me je podprl, tudi generalna sekretarka, ampak ker je predsednica te organizacije PPP Women Nemka, je ta tema bila malo zabrisana in naprej. To je srečanje z županom. V Sofiji, to je bilo pa zdaj pred kratkim, smo poskusili to temo zopet obuditi. Povedali so mi članice, da so to poskušale pogovor z Doris, vendar ne. Naprej. Tale gospa je ministrica za obrambo v Bosni in Hercegovini, je prva načela to temo in je bila kratko končana ta tema, da ta migracijska resolucija govori izključno o ženskah, migrantkah, ne pa tudi o evropskih ženskih, kljub temu, da smo pojasnili okoljske in vse ostale zadeve, ki so se zgodile evropske ženske. Naprej. V Sofiji smo se pojavili zaradi kandidatke za predsednico Bolgarije, Cecko Cecove. Žal, kandidatura ni bila uspešna. Predsednik Vojko Borisov, predsednik vlade, ker pa se pravi naše sestrske stranke, je vezal mandat na te volitve in je trenutno v odstopu. Aha, tam je še bila Šujica. To je pa zaključek. V Evropi je Slovenija v srcu, ker je to tudi nasilna resolucija našega kongresa, ki nas pričakuje. Hvala lepa. Hvala, magister Jeleni, za izčrpno poročilo. V potrditev dajem naslednji sklep. Sprejme se obe poročili o delu izvršilnega odbora ženskega odbora Slovenske demokratske stranke v mandatu 2013-2017. Oba poročila sta v pisni obliki priloga zapisnikov. Prosim, če potrdite. Hvala lepa. Prehajamo na točko 6 in sicer poročilo o delu nadzorne komisije ženskega odbora Slovenske demokratske stranke. Ker je predsednica gospa Meta Štuhca odsotna, bo poročilo podala magister Liljana Borko. Prosim. Lepo pozdravljene vsi skupaj. Dovolite mi, da predstavim poročilo o delu nadzornega odbora ženskega odbora SDS v preteklem mandatu oziroma v mandatu 2013 do 2017. V tem mandatu smo imeli 3 redne seje nadzornega odbora ženskega odbora, 3 korespondenčne seje nadzornega odbora ženskega odbora, na katerih smo se osredotočali na pregled aktivnosti odborov ženskega odbora in regijskih koordinacij. Trenutno je aktivnih 56 odborov ženskega odbora SDS in 13 regijskih koordinacij. Predkongresne konference je izpeljalo 52 odborov ženskega odbora SDS. Ženski odbor SDS je v tem mandatu deloval v skladu s statutom SDS in poslovnikom ženskega odbora SDS. Hvala. Tudi v potrditev dajem naslednji sklep, potrdi se poročilo o delu nadzornega odbora ženskega odbora Slovenske demokratske stranke v mandatu 2013-2017. Hvala, smo udni. Sedaj pa prihajamo na najpomembnejšo točko našega kongresa in sicer predstavitev kandidatov in volitev v organe ženskega odbora. Preden se bojo kandidatke predstavljen, bi rada povedala, da se za predsednico ženskega odbora voli ena kandidatka, ker je tudi samo ena kandidatka. Voli se tako, da obkrožite za ali proti. Vse volilne lističe imate v gradivu, so priloga gradivu. Volitve so tajne. Za izvršilni odbor so kandidatke navedene po abecednem redu.
In sicer imamo 19 kandidatk. Voli se jih 13. Volilni listič je veljaven, če volite 13 kandidatk ali manj. Če volite več, je volilnica neveljavna. V nadzorni svet kandidira 13 kandidatk, voli pa se jih 5. Isto. Če jih je več kot 5, je volilnica neveljavna, manj je veljavna. Sedaj bom pa prosila, oziroma bom poklicala po abecednem redu kandidatke, da se predstavijo. Ker vas je 33, ima vsaka pol minute. Želela bi, da se predstavite, iz katere volilne, bom rekla volilne oziroma odbora, prihajate iz kraja, koliko časa ste v stranki, kaj delate v stranki, v katerem odboru. Zavedite se, da volimo ženski odbor, tako da funkcije, ki jih imate, Rdeči križ, humanitarne organizacije, so zelo pomembne. Samo ne volimo ženski odbor. Začele bomo s kandidatkam nadzornega sveta, tako da se kar malo pripravite. Pozdravljeni, sem Tina Anžlova, predsednica ženskega odbora Kras in hvala za vaš. Torej, prihajam iz Maribora, sem v stranki od leta 2003 in sem bila kar precej aktivna in sicer tudi v ženskem odboru, sem bila v prejšnjih mandatih v izvršilnem odboru ženskega odbora, tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Sicer sem pa bila v prejšnjem mandatu tudi mestna svetnica v mestni občini Maribor. Potem sem bila predsednica teh četrtnega odbora, enega izmed četrtnih odborov v Mariboru. Sem bila tudi v izvršilnem odboru, preteklih mandatih izvršnega odbora SDS Maribora. In v bistvu trenutno pa sem v funkciji izvršilnega odbora. Samo še eno povem. In pač v strokovnem svetu, kjer pokrivam področje okolja, kjer sem več čas tudi delovala služba. Se upravičujem. Že drugi mandat sem v Celjskem ženskem odboru, trenutno kot podpredsednica, zaključujem pa mandat v nadzornem odboru ženskih, pa prosim vaš glas, da bom ponovno v nadzornem odboru. Hvala. Ja, pozdravljeni še z moje strani. Prihajam iz Šentjurja, sem predsednica Delavske zveze SDS. Bi vam pa vseeno rada na hitro kazala, misli Mati Tereze. Življenje je priložnost, izkoristijo. Življenje je lepota, občudujo. Življenje je blaženost, okusijo. Življenje so stanje, spremeni v resničnost. Življenje je izziv, spoprini se z njim. Življenje je dolžnost, izvršijo. Življenje je igra, zaigrajo. Življenje je bogatstvo, ohrani ga. Življenje je ljubezen, obvarujo. Življenje je dragoceno, skrbi zanj. Življenje je skrivnost, odkrijo. Življenje je obljuba, izpolnijo. Življenje je bolečina, premagajo. Življenje je borba, sprejmijo. Življenje je hvalnica, zapojo. Življenje je sreča, pripoveduj o njej. In življenje je življenje, brani ga. Veliko vsega naštetega in predvsem poguma in ustrajnosti vsem prisotnim ženam. Jaz sem Tatjana Kodre, sem z Ljubljane. Delujem na lokalni, že vsa leta delujem na lokalni ravni. Pozdravljene, sem Mira, prihajam iz Slovenjgradca, sem predsednica ženskega odbora Slovenjgradcev in hkrati tudi članica izvršilnega odbora Slovenjgradcev. Lepo pozdravljene, Marta Novak prihaja iz Maribora. Žal se danes morala opravičiti, namreč izbolela ima težave z ušesom, aktivna članica ženskega odbora, drugi mandat članica izvršilnega odbora ŽO v Mariboru, sicer pa aktivna tudi pri seniorkah in seniorjih.
Prosim za podporo. Hvala lepa. Lepo pozdravljene. Prihajam iz občine Železniki. V stranki sem 3 leta, mičkem manj časa sem tudi predsednica ženskega odbora Železniki in to je moja prva kandidatura na državni ravni ženskega odbora. Hvala. Pozdravljene še enkrat Slovenske demokratke. Prihajam iz Žalca, delujem v obeh odborih, tako v ženskem kot v občinskem. Sem podpredsednica Saša Ligije, ker smo zelo aktivne. Sem sourednica glasila, ko smo ga izdali na tej regiji. Kot podjetnica pa sodelujem z odborom za razvoj obrti in podjetništva v občini Žalec in za lokalno akcijsko skupino tudi v občini Žalec. Zagotavljam vam, da bom delala dobro, saj verjamem, da če delaš nekaj srcem, se to prenaša na druge. Hvala lepa. Sedaj bomo predstavili članice za izvršilni odbor. Lep pozdrav vsem prisotnim, prihajam iz Šoštanja. Sem sicer profesorica kemije in poučujem na gimnaziji, od letos naprej pa tudi na fakulteti. Drugače moram povedati, da sem že 17 let v stranki in da sem članica izvršilnega odbora, zdaj tega, ki pač sem bila članica izvršilnega odbora, ženskega odbora, tega, ki bomo zdaj volili. Sicer pa sem podpredsednica SDS v Šoštanju in predsednica ženskega odbora v Šoštanju. Moram povedati, da želim, da ženske delamo v politiki, ker smo odločne, ker znamo delati in ker smo tudi čutne in ta čutnost daje pravzaprav ženskam tudi eno novo noto v politiki. Prosila bi vas za podporo in če boste to podporo izrazile, se lepo zahvaljujem. V naši stranki delujem že od leta 2006. Moram reči, da bolj ali manj skozi več časa aktivno, v raznih odborih. Prvo nujno stopnje je bil, da nam sedaj trenutno, bom rekla, sem podpredsednica regijske koordinacije aktiviste, članica EO v dosedanjem mandatu, v matičnem odboru članica izvršilnega odbora in pa tudi članica ženskega odbora, ki prisotna več časa. Lokalno delujem tudi kot občinska svetnica in pa tudi v raznih drugih društvih. V zasebnem življenju sem univerzitetna diplomirana pravnica, delujem v lastnem podjetju, delujem na področju gospodarstva, pravosodja, odločila sem se za politiko, ker menim, da aktivna politika doprinese k ženskam tisto, kar ženske rabijo, enakopravno, hkrati pa moramo ohraniti tudi čut ženske enako pomembne, tudi bom rekla, moškega samega. Naprej se zahvaljujem za morebitno podporo in izkaz za nadaljne članstvo v EU. Lepa sem se, če se četrti predstaviš. Sem Alenka Forte, zdravnica, aktivna v Slovenski demokratski stranki leta 2007, 3-krat sem bila v bistvu 2-krat za državni zbor, 1-krat za županjo lokalno. Sem aktivna svetnica, predsednica krajevne skupnosti, predsednica tudi mandat ženskega odbora in regijske koordinacije. Po zaupanju predsednika pa sem tudi predsednica odbora za zdravstvo, kjer mislim, da smo naredili revolucionarno program, ki v slovenskem prostoru mislim, da nima para in meni je zelo pomembno, da trenutno, da v primeru, da zmagamo dejansko ta program, ki si ga naš odbor, bom rekla, skozi veliko usklajevanja in trdo delo, neštete sestanke pridelal, da bi ta dejansko v slovenskem prostoru zaživel. Torej, moje poslanstvo je boljše zdravstvo za slovenskega državljana. Lep pozdrav, nisem nič kakega posebnega govora predstavila. V prvi vrsti sem mama 3 otrok, delovala sem kot mestna svetnica v mestni občini Velenje, a sedaj, ker smo si kupili hišo v Slovenj Gradcu, je prva moja družina in seveda prvi korak, ko stranka SDS deluje že več kot 10 let. Več ali manj sem aktivna in se trudim biti v prvi vrsti neošabna, poštena, prijazna državljanka Republike Slovenije. Hvala. Pozdravljene. Sem Mara Grušič, v stranki sem že 8 let, živim na Krasu in sem bila tudi predsednica ženskega odbora Kras. V prejšnjem mandatu sem bila članica izvršilnega odbora, sem tudi regijska predsednica Primorske regijske organizacije ženskih odborov. V bodoče nameravam odbore pomladiti, se pravi članiti čim več mladih deklet, ker vemo, kako je to, da
se staramo, kot je bilo že povedano, in mislim, da bo tako v redu. Hvala. Demokratske stranke je podpredsednica stranke, poslanka Državnega zbora. Posebej jo pa poznamo kot predsednico Komisije zdravstva in njenem delovanju pri preganjanju korupcije in spoznavanju želnih upornic. Mislim, da ko boš končala mandat, da ti bomo lahko priznali status stažiranja in možedel zdravnika. Alenka Jeraj je ne samo v tem mandatu predsednica ženskega odbora, ampak je tudi generalna sekretarka. To se pravi, da dela na zelo širokem področju. Meni in nam vsem pa mislim, da se je vtisnila v spomin kot režiserka. Njeno delo v obliki režiji in iger smo se ogledali širom Slovenije, še bolj pa je pesnica izdala 2 pesniški zbirki. To kaže na njeno mehko, občutljivo dušo in naravo in taka ostali. Pričakujemo še veliko iger in še kakšno pesniško zbirko. Pozdravljene tudi z moje strani. Prihajam iz občine, ki je znana kot slovenska zibelka kulture. Sem tudi občinska svetnica, delujem v stranki oziroma sem članica stranke že 12 let. Sem pa tudi članica Slovenske demokratske mladine, odbora občine Škofljica, Brezovica, Ig in Velike Lašče. Upam, da bom prinesla malo mladostniške energije. Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj. Prihajam iz Celja, zaposlena sem na upravni enoti Celje. Zavzemam se za vse tiste ženske, ki želite postati aktivne v politiki, zavzemam se tudi za tiste, ki ste spregledane v svojih lokalnih okoljih. Želim, da skupaj soustvarjamo program Slovenske demokratske stranke in hvala za vaš glas. Prihajam iz Ljubljane, že približno 10 let sem članica stranke. Aktivno delujem v izvršilnem odboru ženskega odbora na nacionalni ravni že 2. mandat. Na mestnem nivoju pa v bistvu že 3. mandat. Na obeh ravneh sem podpredsednica, sicer pa sem še zaposlena. Če menite, da sem vredna zaupanja, potem se priporočam za vaš glas. Pozdravljeni vsem skupaj. Prihajam iz Maribora. Sem zaposlena v gospodarstvu kot računovodkinja in sem članica izvršilnega odbora četrtnega odbora Pobrežje. Dober dan. Moje ime je Karmen Kozmos, prihajam iz Celja. Nekatere me poznate, kot vidite, ko se skozi šepam sem in tja, kar slikam in objavim tudi na Twitterju. Drugače sem asistentka Evropske poslanke Patricije Šulin, sem tudi mestna svetnica v občini Celje. Za kandidaturo sem se pa odločila iz enega razloga, zato mislim, da lahko s svojim načinom dela pomagam mladim in ostalim klinicam, da dobro naredimo. Hvala. Pozdravljene delegatke 7. kongresa, sem Bernarda Mandres, prihajam iz Selnice Drave, Podravske regijske koordinacije, sem tudi predsednica, kandidiram za 2. mandat izvršilnega odbora ženskega odbora SDS. Moji cilji v tem mandatu so ustanavljanje ženskih odborov v Podravski regiji, druženje z istomislečimi modernimi ženskami SDS, spomladne stranke, ter druženje z vsemi ostalimi odbori v Sloveniji, kar je tudi do sedaj bila praksa. Pridite tudi v našo Podravsko regijo, ker ste dobrodošle. Hvala za vaš glas. Te lepo druženje naprej. Pozdrav, zdaj še v svojem imenu, prihajam iz Maribora, kjer sem predsednica ženskega odbora, v sedanjem mandatu tudi mestna svetnica. Prav tako sem pa članica izvršilnega odbora, bila članica izvršilnega odbora že OSLS v mandatu, ki se je danes iztekel. Sicer pa sem prepričana v skladu z geslom Slovenske demokratske stranke, ki je bilo pred leti na enih volitvah, skupaj zmoremo več. Prepričana sem, da ženske skupaj zmoremo več.
lepo počasi po korakih na poti k tisti enakopravnosti oziroma enakosti med spoloma. Hvala lepa za to, se počutila tudi področja. Lepo pozdravljene, tudi v mojem imenu. Sem Irena Pfeiffer, sem predsednica zelo aktivnega delovnega ženskega odbora Žirovnica. Zadnji 2 leti sem že bila članica izvršilnega odbora kot predstavnica Gorenjske regije. Kandidiram ponovno s podporo članic naše regije, ker mi je blizu politični dialog z žensko noto, ki ni vedno vezan na ozke politične teme, pa kljub temu predstavlja pomemben člen v politiki Slovenske demokratske stranke. Drage kolegice, hvaležna bom za vaš glas. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem Marija Šor iz občinskega odbora v Domžalah, sem podpredsednica. Članica sem že stranke sem že od leta 2000. Drugače do zdaj moram reči, nisem bila dovolj aktivna. Drugače sem pravnica, podjetnica sem bila polovico delovne dobe, zdaj sem upokojenka. In zdaj sem se odločila, da bi aktivno sodelovala lahko vsaj en del svojega časa v stranki, zaradi tega, ker sem izredno kritična do razmer v državi, do krivic in bi želela nekaj napraviti za našo domovino, za našo državo, za naše državljane, torej prispevati nekaj pozitivnega, nekaj dobrega. Pozdravljene, sem Melita Štekar, prihajam iz Maribora. Po poklicu sem magistrica državnih in evropskih ved. V bistvu sem članica stranke šele od lanskega leta, vendar z pravo vključitvijo in delovanjem začenjam šele z letošnjim letom, ker bi prej čas zaradi majhnih četkice ni dopuščal. Svojimi idejami in delovanjem bi želela napolniti vsaj eno vrečo peska, kot je povedal v prvem delu današnjega srečanja predsednik gospod Janez Janša, ker verjamem, v bistvu, da danes skupaj zmoremo postaviti en močen kitajski zid. Prosim, da podporo. Hvala. Spoštovane kolegice, spoštovan naš fotograf, ki je vedno prisoten gospod Robert Vojkar. Sem Valenčak Jana, prihajam iz Goriške regijske koordinacije. Kot me je zelo prijazno že danes umerila evropska poslanka, smo v bistvu ustanoviteljice, soustanoviteljice ženske Goriške regijske koordinacije. Po poklicu sem medicinska sestra, asistentka na oralni kirurgiji. Prizadevala se bom na področju zdravstva, sociale, ljudem potrebnim pomoči. Se zauzemala kot dr. Alenka Forte za pravično zdravstvo. Tako da želim si, da me podprete, rada bi delala, kandidiram že 3. mandat. Ker sem pa predzadnja nastopajoča, si bom dovolila vzeti še čas za nekaj drugega. Čeprav sem bila na izvršilnem odboru tista, ki sem rekla, da moramo omejiti. Rada bi se zahvalila vsem kolegicam, tistim, ki ste v izvršilnem odboru in vsem ostalim kolegicam, ki delate v stranki v ženskem odboru, predsednici Alenki Jeraj. Posebej bi se rada zahvalila tudi gospe Jelki Godec, pa Nadi Vinošek. Prihajam žal iz zdravstva in res se pohvaljam v zastopanju in prizadevanju v boju za pravično zdravstvo. Hvala lepa. Lepo pozdravljene. Zdaj, da si 19. vrsti, skoraj ne veš več, kaj bi že povedal. Tako da, jaz sem vam takole predstavila, sem učiteljica, predsednica ženskega odbora Zreče, podpredsednica našega občinskega odbora in pa tudi članica izvršilnega odbora našega Zreškega odbora. Kandidiram prvič, članica v stranki smo bili 2014. Ogromno energije imam, ki smo pripravljeni na nekam vladih, tako da sem se odločila prigovarjati za tole kandidaturo. Če vas bo pogled, vam bo zanesel tam na 19. mesto, čisto na konc liste, bi bila zelo izredno vesela vašega glasu. Drugače pa najlepša hvala, da ste si vzeli čas, pa mi pristopili. Sedaj pa vabim besedi kandidatko za najvišjo funkcijo, sicer predsednico ženskega odbora,
poslanko, gospod Nado Brinovšek. Nada, ti imaš pa malo več časa. Za besedo, no. Prej sem rekla, Jelki, veš, najtežje sam sebe predstavljati, pa je rekla, Jelka, če hočeš, te bom jaz predstavila, se smo že spali skupaj. Namreč z Jelko smo lansko leto, ko je bilo srečanje v Bolcu, smo šli peš iz Kranjske gore, čez Vršič v Trentu, tam prespale, ampak vsako svoje postreje. Nadaljevali pot po Bolcu, to je bila res ena taka lepa izkušnja. Ker pa imam res možnost, več kot 100 minute, Silvija mi je prej rekla, zelo 10 minut, ampak obljubim, da dolgo ne bom, pa mi ne zadeve, če se bom malo širše predstavila. Prihajam iz Zgornjo-Savinjske doline, ki je vsej za mene najlepši del Slovenije. In če mi, spoštovane kolegice, ne verjamete, obiščite Zgornjo-Savinjsko dolino, boste videli, da se ne moško. Zdaj živim v Mozirju, po poklicu sem specialistka javne uprave, ampak to ni, kot specialistka javne uprave, to ni moja največja diploma, bi temu tako rekla. Jaz dostikrat rečem, moja največja diploma v življenju je to, da sem vzgojila sina in ga nekako usmerila na nekako pravo pot, da spoštuje neko pravo tradicionalno družino in domoljub in živi po nekih načelih, za katere sem pač sama pričakovala in delala na tem. Meni se je tudi član Slovenske demokratske stranke, no sama sem pa članica Slovenske demokratske stranke od leta 1996 in na to sem zelo ponosna. Vse sem članica stranke, ki ima najdaljšo tradicijo, je domoljubna, je zelo močna in pa seveda tudi najbolj priljubljena v Sloveniji. To niso samo moje ugotovitev, to so tudi ugotovitve zadnjih anket, ki so bile opravljene na prejšnjem tednu. Pred nastopom funkcije poslanke v Državnem zboru sem delala kot direktorica občinske uprave na občini Mozirje. Moram reči, da imam na to obdobje, na take zelo lepe spomine, dosti sem se v tistem času naučila in pa imela sem priložnost poznati ljudi tako v dobrem, kot tudi v slabem. In takrat, ko sem še bila direktorica občinske uprave, sem nekako velikokrat pomislila na besede glavne igralke Meryl Streep v filmu Najdi mostovi, ko je rekla, imela sem sanje, niso se uresničile, ampak vesela sem, da sem te sanje imela. Ampak te moje sanje so se leta 2014, ko sem prvič kandidirala za poslanko v Državnem zboru in bila tudi izvoljena, so se uresničile. Zelo sem bila vesela, da sem postala seveda predstavnica naših oziroma mojih Zgornjo-Savinjčanov v Državnem zboru, še bolj pa seveda vesela in pa ponosna na to, da sem poslanka Slovenske demokratske stranke v Državnem zboru. No, v okviru Državnega zbora, verjetno se sledite in verjamem, da sledite, pač delujem v odborih, kot so odbor za finance, pa nekako ne reži najbolj, v odboru za notranje zadeve, v odboru za izobraževanje, v odboru za zdravstvo, v katerem pač najbolj uživam, da temu tako rekli, kljub temu, da so pač razmere na področju zdravstva zelo kaotične oziroma kritične, in pa sem pa tudi članica komisije za poslovnik. No in ko sem že prej rekla, 2014, ko sem postala poslanka, sem mislila, da to je to. Uresničile so se pisanje, to je presežek za tebe oziroma za mene. Ampak nekaj mesecev nazaj me je pa Alenka v srečanju rekla, če ne, da bi pa tudi vzela ženski odbor.
Jaz sem moje prve besede oziroma reakcije na to je pa bila, Alenka, to pa ne da, res tega pa nisem posebno. Jaz sem vedla ženski odbor dela, dobro, ima bogat program in še sanjalo se mi ni, da bi kaj stalo tukaj pred vami in se predstavljajo kot kandidati. Ampak, glede na ves potek, ki je pojas teko, smo se še za Lenko večkrat srečali in je še malo pobarali o tem. In sem se spomnila enega reka, ki je povedala Jelka, ko je rekla, Nada, če ti je karkoli kaj ponujeno, sprejmi. Če sprejmeš in če ti je nekaj ponujeno, pot je mnogo lažje. In jaz verjamem, da če bom danes izvoljena, verjamem seveda v prvi vrsti na Alenkino pomoč in pa pomoč kolegic v izvršilnem odboru in pa seveda na pomoč, vaša pomoč vseh tega dvorana. In če sem nekako sredi mojega govora omenjala sanje, bi rada povedala še naslednje. Prejšnjo soboto sem bila na eno čudovitno srečanju ženskega odbora regije Pomagajmi Bernarda, kaj je to Podravske regije v Slivnici. Čudovita prireditev in ob koncu mi je Bernarda v slovo podarila eno knjigo. In v tej knjigi je zapisana čudovita misel. In sicer pravi, imela sem sanje, ampak Bog želi od mene še nekaj več. Hvala lepa. Za prelepo predstavitev, mislim, da so se tvoje besede dotaknile naših src. Hvala. Prehajamo na 8. točko in sicer spremembe in dopolnila poslovnika ženskega odbora. Od zadnjega kongresa smo naredili par sprememb oziroma popravkov pri poslovniku. Večinoma gre za besedno igro, ampak podrobnosti nam bo predstavila magister Jelena Honda. Jelena, prosim. Glejte, jaz bom govorila po členih, po odstavkih in po alinejah. Spremembe se začnejo z 1. členom 3. odstavkom in sicer smo tu noter nadomestile, zbrisale lahko tudi in smo dale omeni zraven in svoj znak. Ko smo mi sprejemali tale poslovnik, še nismo imeli znaka, zdaj ga imamo in zdaj je to samo neka formalna sprememba. Naslednja stvar, 5. člen, zadnja alineja, gre za vrednote ženskega odbora Slovenske demokratske stranke in uresničevanje družbe enakih možnosti smo imeli prej napisane. Glede na zadnjo situacijo v Evropi, mogoče bi še vedno počakala, glede na zadnjo situacijo v Evropi smo dodali osnovane na civilizacijskih vrednotah evropskega prostora. In sicer je to mišljeno tako, da se je danes evropski prostor spremenil, imamo prišleke in vsi modale nimajo enakih vrednot kot mi. Če bi pustili takšno ozko določbo, bi potem to zgledali, da pa čisto vsem dovoljujemo enake možnosti. Če dovolite, bom še stvar isto dala, da ne bomo Gremo na 9. člen. V 9. členu... Jelena, samo trenutek. Lepo prosim, a ste vse vdale svoje glasovnice? Vse? A katera ni vdala? Če so, prosim volilno komisijo, da pristopi k delu. Hvala. Jelena, zbori. Hvala.
če gremo v 9. členu, boste videli v prvem odstavku, da smo spremenili, da je potrebno imeti kongres ženskega odbora enkrat na 4 leta. Doslej je bilo napisano na 2, ampak v zadnjih 2 letih nismo imeli kongresa, ker pač ni bilo nobene takšne zadeve, ni bilo potrebe. Kar ne pomeni, da ne moramo imeti kongresa vsako leto, ampak enkrat na 4 leta ga pa moramo imeti. V naslednjih odstavkih si sledijo neke formalne organizacijske spremembe, ki jih bom samo enkrat razložila na začetku. Namreč poleg občinskih, tako kot je bilo doslej, imamo še mestne in medobčinske odbore. Na vseh teh mestih smo to popravili za občinskih, mestnih in medobčinskih ženskih odborov. V tem odstavku imamo 3 takšne spremembe. Gremo naprej. 10. člen, zadnji odstavek, ki govori o sklepčnosti in sicer, kadar je prisotna večina članic kongresa, določa jih je stavek, ki morajo imeti poravnanično darilo in tako naprej. To je samo po sebi umevno, zato to brišemo. 11. člen. V tem členu smo 2 alineji predstavili, samo piše, nič drugega, predstavnice občinskih, mestnih in medobčinskih odborov, kdo sestavlja svet ženskega odbora, in pa predsednice regijskih koordinacij ženskih odborov smo predstavili više. Spreminja se ne samo vrstni red, dodali pa smo zadnjo alinejo, županje iz vrst SDS-a. Tega doslej nismo imeli, ker pa verjetno bomo imeli tudi kakšno županjo, jo bomo povabili na svet ženskega odbora. Potem imamo 12. člen in sicer gre za 4., kjer govorimo o nadzornem odboru, se pravi svet ženskega odbora lahko skliče predsednica, ti stavek ste našli. Predstavili smo, da je potrebno imeti za zahtevo sklica sveta ženskega odbora najmanj 30% članic sveta. To je bil predlagan popravek. Potem imamo naslednji odstavek. Članice sveta se je v primeru odsotnosti dolžna opravičiti. Dodali smo 2-krat zaporedoma. Glede, mi imamo probleme z sklepčnostjo in zato je prav, da se članice sveta udeležujete ali pa pošljete na nekoga s pooblastilom, da vas nadomešča. Potem imamo zopet spremembo v imenu občinskih, mestnih, medobčinskih. 13. člen. V drugi alineji smo dodali določbo ter dodatno toliko članic, koliko je potrebno, da se zagotovi zastopanost vseh regij v tem organu. Glede, to gre za to varianto. Doslej smo imeli 13 voljenih članic izvršilnega odbora in s tem 3 regije niso bile zastopane. Zdaj smo dodali ta stavek, kajti je potrebna zastopanost vseh regij. Regije bojo predlagale, če ne bojo danes izvoljene članice, bojo predlagale svojo članico in bo potem kasneje na predlog izvršilnega odbora to svet imenoval članico. In pa 3. alineja, svet ŽO kot pristojnost pridobiva, da na predlog izvršilnega odbora razreši članice IO. Zgodi se, da nekatere članice ali odstopijo ali pač moramo spremeniti, nadomestiti. In sedaj imamo tudi uradno v poslovniku to določbo, ki nam to dovoljuje. 7. alineja pokriva že 2. alineja, se pravi je vključena. Potem imamo 9. alineja, kjer popravljamo, da izvršilni odbor ženskega odbora evidentira oziroma predlaga kandidate, tukaj smo bile prej omejene za izvršilni odbor in za nadzorni odbor. Sedaj spreminjamo v vse organe SDS, kajti tudi mi imamo moč predlagati predsednika stranke SDS. Izvršilni odbor 14. člen. Gre za drugi odstavek. Proti koncu piše ena določba na kongresu izvoljene članice, ker smo rekli, da niso nujno vse na kongresu, današnjem kongresu izvoljene, lahko so nekatere kasneje imenovane v izvršilni odbor zaradi pokritosti regij, smo to ven izbrisali.
15. člen, zadnja alineja, samo formalni popravek občinskih mestnih medobčinskih. Pri 16. členu imamo drugi odstavek usklajevalni kolegi ženskega odbora, ki je sicer novost, to se uporablja še na nivoju stranke. Sem smo, ki se sicer ni toliko uporabljal, ampak v drugem odstavku 1, 2, 3, 4, 5, glavni tajnik se črta ven. Glavnega tajnika tega instituta nimamo, ker imamo generalno sekretarko. To je prvi razlog. Drugi razlog pa je, da ta institut naj ne bi bil potreben na ženskem odboru, kljub temu pa to ne izniči možnost, da se udeleži, kajti ima predsednica možnost z naslednjo ali naj drugi vabljeni poklicati tudi generalnega sekretarja ali generalno sekretarko na usklajevalni kolegij. Potem imamo v 17. in 17. členu samo dva formalna popravka občinskih, mestnih, medobčinskih, to bomo šli naprej. 18. člen določa kandidiranje in volilna pravila in sicer na koncu 18. člena je določba 23. statuta v skladu se uporablja te določbe. V bistvu se uporablja cel statut, ker te odločbe, ki urejajo ta področje, se nahajajo v celem statutu, zato se nismo več omejili samo na en člen. V ta drugem odstavku imate dodatek, vendar največ za 6 mesecev, se pravi, tista oseba, ki bi morda postala vršilka dolžnosti nosilke predsedniške funkcije, je omejena v tem času, se pravi, imenuje se lahko največ za 6 mesecev. 19. člen zopet terminološko uskladitev. 22. člen in 23. člen so 3 terminološke uskladitve občinskih, mestnih, medobčinskih. 24. člen, regijska koordinacija ženskih odborov se mora sestati pred ali po vsaki seji sveta ženskega odbora. Prej smo imeli pred, sedaj imamo prej ali po. Včasih se dogajajo stvari, ki jih je potrebno kasneje sporočiti našim odborom. In v tem primeru se bojo lahko predsednice same odločile regijske ali bo sklicale pred ali po. Gremo na 27. sem se slovensno podvrkala izvršilni odbor, 29. člen. Zaradi novega ugotovljenega stanja članstva smo spremenili sestavo občinskih odborov glede na število članic. Najmanj na 3 članice in mora imeti izvršilni odbor, ki šteje do 50 članic. Najmanj 5 članic, občinski odbor, ki šteje najmanj 50 do 100, gledajte, to ne pomeni, da morajo toliko imeti, vi lahko imate več članic, ampak najmanj toliko jih je potrebno imeti. Najmanj 7 članic mora imeti občinski odbor, ki šteje od 101 do 200 članic in 9, kadar šteje 201 do 300 članic. To je to. Zdaj imamo še v prehodne in končne določbe, ki smo jih zaradi proceduralnih zadev pristali iz prejšnjega poslovnika, se pravi 36. člen se briše in potem postane 36. člen uporaba načela analogije, vse, kar ni urejeno v podrednem aktu, kot je tale, je urejeno subsidiarno v statutu Slovenske demokratske stranke. In seveda samo popravek, da je 37. člen se nanaša na današnji dan, 6. kongres 13.4.2000, se nanaša na prejšnji kongres 13.4.2013 in potem v 38. členu, da je bil ta poslovni predlog sprejet 18. marca 2017, kar je danes. Hvala lepa, pozivam k razpravi. Mogoče je imel kdo kakšen še predloge? Predajem ta besedo. Na potrditev predlog sklepa. Potrdi se predlagane spremembe poslovnika ženskega odbora Slovenske demokratske stranke. Čistopis poslovnika je predloga zapisnikov. Prosim za vaš glas. Hvala, je katera proti? Ni.
Prihajamo na 9. točko, sicer priprave na 11. kongres Slovenske demokratske stranke. Prosim generalno sekretarko, da nam poroča. Hvala za besedo še enkrat. Torej, ker je pred nami res kongres stranke, kar je za stranko seveda zelo pomemben dogodek, se mi zdi prav, oziroma smo tudi zato to točko uvrstili na dnevni red, da nekaj se ne. Kongres stranke bo 20. maja v Mariboru in po sklepu o sklicu kongresa ste predsednice ženskih odborov tudi delegatke na kongresu. Zdaj, nadzorna je prej povedala, da je bilo 52 konferenc predkongresnih, nekaj naših kolegic ni uspelo v tem času organizirati konferenc, pač pa jih organizirajo naslednji teden in tako. Skratka, vsi tisti odbori, ki bodo veljavni, delujoči, a ne bodo tudi šli na kongres stranke. To pa pomeni seveda, ne, da ko karkoli naredite oziroma imate sestanek ali konferenco, da nam pravočasno oziroma čim prej po tem pošljete tudi zapisnik. Odprte so tudi kandidature, veste, da za priprave na kongres potekajo pač nekako dve ključni zadevi sta na kongresu, in sicer eno je programski del, ko se bo sprejemala nosilna resolucija, ki jo omenil že predsednik, in jo imate tudi v gradivu. To resolucijo moramo vsi obravnavati na občinskih odborih, torej na konferencah, predkongresnih konferencah, ki jih bodo izvedli občinski odbori. Tudi ve jih lahko obravnavate na ženskih odborih, jo obravnavate, kaj predlagate, sploh tisti del, ki ga je omenila tudi Romana, ki se tiče družine, sociale, mogoče tistih tem, ki so bolj ženske, bomo rekli, no, čeprav je vse aktualno tudi za ženske. Lahko jih obravnavate že ve na vaših izvršilnih odborih, a ne, potem pa tudi na predkongresnih konferencah, SDS odborov, ko jih boste imeli od 15. marca do konca aprila morajo biti izvedeni. Mi smo se dogovorili tudi, da bi kot ženski odbor predlagala eno resolucijo, in sicer o tradicionalni slovenski družini. Kot je bilo danes večkrat povedano, nekako imamo malo slab občutek, a ne? V bistvu se na vse možne pretege trudijo razvrednoti družino, vse nekaj pomešati in ljudi prepričati, da je prihodnost tudi v kakšnih drugačnih družinah. Tako da bo novo vodstvo pripravilo eno besedilo, ki ga bomo potem verjetno sprejemali na seji sveta. Namreč po kongresu bo tako morala biti ena seja sveta, na kateri se bi pa odločala še o drugi stvari, ki je pomembna za kongres, to je pa evidentiranje kandidatk. Veste, da se voli tudi člani izvršilnega odbora, nadzornega odbora in pa predsednika stranke na kongresu, in tudi o tem se je potrebno pogovoriti. Danes nas je tukaj kar veliko, ker smo pač tak sistem naredili, da je praktično vsakega odbora po več članic. Za kongres stranke, kot sem rekla, temu ne bo tako, boste samo predsednice plus ostali člani vaših SDS odborov. Zato je zelo pomembno, da se nekako skupaj dogovorimo, katere naše članice bi predlagale v izvršilni odbor na državni ravni. Tukaj opozarjam na previdnost in dober razmislek, tudi z razlogov, ker smo za prejšnje volitve predlagali recimo Damjano Petavo-Dobovšek, ki je potem prenehala hoditi na seji IOJ-a in bila tudi razrešena kot članica IOJ-a. Tako da je res treba predlagati kvalitetne članice, ki bodo to svojo funkcijo upravljali resno. Sedaj je v izvršilnem odboru na naš predlog bila sprejeta izvršilni odbor magistrica Alenka Gortan iz Velenja in pa, ko sem jaz nekako predala funkcijo kot VD oziroma podpredsednica, je na seji izvršilnega odbora hodila tudi magistrica Jelena Konda. Drugače je članica tudi Mojca, za Mojco Škribner, ne vem, smo te mi predlagali, ali je Ljubljana? No, Ljubljana, neverjetno.
Še nekaj žensk je, no, sicer v izvršilnem odboru, ampak to je, se veste, ožji organ in potem so zraven še poslanci, kjer so pa seveda prisotne potem tudi naše poslanke. Tako da dajem v razmislek, kaj bi kot ženski odbor, torej katere kandidatke bi predlagale kot ženski odbor. Spet predlagam, da o tem na prvi seji govori izvršilni odbor, pa potem na seji sveta, ko se bomo o teh stvarih odločali. Mislim, da so to glavne stvari, no, če sem kaj pozabila, vam bomo pa tako še v kakšno obvestila verjetno poslali. Mogoče, če imate že zdaj kakšno vprašanje. To, da ste delegatke, vam povem tudi zaradi tega, ker naprimer en odbor, recimo Trbovlje, če ima 5 delegatov, da ne bo predlagal vas kot delegatke, ker veste že po funkciji delegatke. To morate paziti, ker potem imate lahko koga manj, če ne boste na te stvari pazili. Ker delegate se pa tako, kot smo imenovali ime na predkongresnih konferencah, imenujo tudi pri SDS na predkongresnih konferencah. Tako da morate tam povedati, da ste vi že delegatke, seveda, če imate vse urejeno, plačeno članarino in da ste imeli konferenco in vse tako, kot je treba. Ja. Samo eno vprašanje, predsednice regijskih odborov tudi, ali ne? Ne, samo predsednice ženskih odborov. In to je bilo ravno vprašanje. Ja, regijske niso, ja. To je napisan sklep. Tako da tam bo enih 700 delegatov, med 700 in 750, ne. Tako da če in ko bomo kakšno našo članico predlagali za izvršilni odbor, se moramo potruditi tudi za podporo, ne. Naših 60 glasov bo premalo. Še kakšno vprašanje v zvezi s kongresom? Zdaj tudi Jelka pa Nada sta že pripravljen predlog resolucije, potem je nekaj pripravila tudi Simona Pavličeva, torej to, ko govorimo o družini. Jaz predlagam, da bi vam mogoče to tudi poslala, ko se potem skupaj pripravi en tak dober tekst. Ker glavna bo na kongresu res ta nosilna resolucija, ki jo imate v mapcah, potem pa bo še nekaj resolucij, no, ampak ta o slovenski družini se mi zdi res zelo pomembno in je tudi nekako pravo sporočilo. Še kakšno vprašanje v zvezi s kongresom ali pa kakšno drugo stvar mogoče? Vse druga obvestila bo. Nekaj hvala za to obrazložitev. Tukaj to nadajamo, nič ne v potrditev, niti ne sprejemamo sklepov, to je bila samo obrazložitev priprav na kongres. Prihajamo na točko razno. Ima katera kakšno vprašanje, predlog, željo? Ni. Ker pa volilna komisija še ni zaključila z delom, mi imamo pa med nami še poslanke Državnega zbora in 2 predsednici strokovne komisije. Pa bi prvo prosila poslanke Državnih zborov, če bi morda nam kaj povedali. Eva, mogoče ti, kako se naj mi borimo za svoje pravice v družinah? Pozdravljam v mojem imenu, zdaj sem bila dobesedno izzvana, tako da nisem pripravljena kot ostale, ki so govorile pred menoj, ampak sem vesela, da sem danes z vami, tukaj na tem ženskem kongresu. Zdaj videti, da ženske znamo stopiti skupaj, ko je za to potrebno. To se vidi danes v tej dvorani in si zaslužite najprej en velik aplavz. Drugače pa naj rečem samo to, da v vsem tem času je dosedanja predsednica ženskega odbora SDS, gospa Alenka Jeraj, opravila izjemno delo. Mislim, da je naredila veliko na tem področju, zato da se lahko ženske dejansko počutimo enakopravne in da vemo, da zmoremo. Želim pa novi predsednici, da bo svoje delo opravljala zelo dobro, to verjamem, da tudi bo, tako kot
tudi kot poslanka Državnega zbora in da bomo še naprej dobro sodelovali. Vam pa želim še naprej lep dan in srečno. Suzana, prosim. Lepo pozdravljene tudi v mojem imenu. Zdaj sem dobila svoj čas, bom tako rekla, ravno v tem napetem trenutku, nekaj čas čakamo na razglasitev rezultatov, ampak ni to. Mene izredno veseli, da sem danes tukaj z vami, veseli me tudi velika udeležba, kar kaže, kot je že bilo rečeno, da znamo stopiti skupaj. To je izjemno pomembno v teh časih. Zdaj, naj vas morda samo, veliko je bilo danes izpostavljenega in ne želim nekih stvari ponavljati, veliko je bilo rečenega glede enakopravnosti med spoloma. Seveda, tukaj, ko govorimo o enakopravnosti, večinoma seveda pomislimo na tiste deleže, kjer nekako ženske niso dobro zastopane, ampak vemo pa, da imamo tudi področja, pa če pogledamo šolstvo, če pogledamo socialo, če pogledamo sodstvo na nekoliko nižji ravni, kjer pa imamo morda tudi preveč žensk, pa ravno zato situacija tam ni tako dobra. Tako da mislim, da je treba gledati to enakopravnost med spoloma, da v teh straneh, ker vemo, kakšno stanje imamo v državi, ravno na teh področjih. Zdaj, če želim morda še izpostaviti tisto področje, ki ga samo bolj pokrivam, to je področje gospodarstva. Poglejte, sej, ko gledate, ne vem, te naše glavne medije, imate sliko, kot da v državi vse super in fajn, kot da se cedita med in mleko, ampak mi vemo, da smo daleč od tiste resnično prave smeri, od tistega, kar mi želimo. Se ne nazadnje smo tudi ravno zaradi tega vse stopile v politiko. In vemo, kje je tista prava alternativa, in to je seveda Slovenska demokratska stranka. In jaz naj vas pozivam, naj vas ne zavedajo za temi podatki. Tudi ko govorijo o, ne vem, zmanjšanju brezposelnih. Ja, mi vemo, kakšne podatke smo imeli v času pred obdobjem krize, v času prve Janševe vlade. Imeli smo 50 do 60 tisoč brezposelnih manj in imeli smo tam med 60 do 70 tisoč več zaposlenih ljudi v gospodarstvu, kar je pomembno. Namreč v naši družbi se vse premalo zavedamo, kako pomembno je gospodarstvo, kako pomembno je, da imamo čim več ljudi zaposlenih ravno v gospodarstvu. Ker če imamo dobro delujoče gospodarstvo, če stvari tam funkcionirajo kot treba, ki na nek način bi morala biti hrbtenica v Sloveniji, potem tudi vse ostalo lahko dobro funkcionira, ker imamo dovolj davkov in dovolj sredstv, da lahko živi naša socialna država, izobraževalni sistem, zdravstvo in tako naprej. Žal pri nas stvari ne funkcionirajo, tako kot bi si želeli in seveda zato nekako se trudimo in se bomo tudi morali v prihodnje, morda včasih z veliko težavo, ampak jaz resnično verjamem, da naš uspeh in verjamem, da na naslednjih volitvah pa zagotovo lahko uspeta ta naš slovenski voz, pa to našo slovensko ladjo končno zapije v pravo smer. Uživate še naprej, lep dan, bi pa še samo želela čestitati, jaz verjamem, da naši novi predsednici ženskega odbora poznam jo osebno zelo dobro, izjemna ženska in vedno bo tudi izjemna predsednica ženskega odbora Alenka. Hvala za vso dosedanje delo in tako bomo vse skupaj sodelovali na prejšnjem. Hvala. Pa je tudi predsednica komisije pri strokovnem odboru SDS za šolstvo. Ker so otroci naše bogatstvo, pa bi jo prosila, da nam malo spregovori o vzgoji, ki jo podaja šolstvo pod vlado Mira Cerarja. Prosim, Mojca. Dobro, da sem dobila tale dvokrat, danes se nekaj nehitrca napisala, tako da Ksenija izvala. Ja, gledajte, seveda največ vsi zelo ogorčeno mislimo kar nekaj stvari o določenih pedagoških korakih v našem šolstvu. Jaz osebno najbolj obsojam to, kar se dogaja s teorijo sporov v šoli, ker nam otroke poslužujejo z nekimi idejami, ki niso naravne, ki niso sprejete na širšem družbenem nivoju, še zlasti so bile izpodbijane, s referendumom. To vsekakor ni v redu. Mi imamo danes v šolstvu cel kup administrativnih ovir, imamo cel kup nekih inšpekcijskih postopkov in šole se marsikaj ukvarjajo samo z birokracijo in mesto, da bi se nekaj.
Zato smo resolucijo zapisali tudi v našem odboru za izobraževanje, ki je sestavljen iz treh komisij, Komisija za vrtce, osnovno šolstvo, srednje in višje šolstvo, potem Komisija za znanost in za visoka šolstva, Komisija za šport. V tem odboru smo zapisali lep program, ki je na spletni strani naše stranke. Moram reči, kakšno zadevo, ki smo zapisali že začenja počasi uresničevati stranka Mira Cerarja, recimo to, da želimo učbeniška oziroma učna gradiva povsem zastonj. To so začeli v prvi razred uvajati, zato se včasih sprašujem, da je dobro, da vse to povemo, ampak če že v naše stvari kopirajo in jih deloma samo uresničujejo, torej majhen delček, treba to tudi povedati, da se pošteno poveduje avtor tega. No, predvsem bi pa poudarila to, da bi bilo dobro širiti oziroma gledati to resolucijo, da bi dodali pripombe na tisti del, ki je namenjen izobraževanju. Jaz osebno menim, da ženske predvsem dobro razumemo pojem družine, zato tudi se zavzemamo za vrtce, ki bi bili dostopni mladim družinam, vrtce, ki bi morali biti tudi v bližini gospodarskih subjektov, da bi sama podjetja lahko ustanavljala in da bi lahko ženske pripeljale zjutraj svoje otroke v vrtec, ki je zraven njihove službe, če že ni, torej v samem podjetju. To je možno. To je tudi tujini, tudi dela to. Potem zdi se mi, da je predšolska vzgoja zelo pomembna. To dokazujejo vse raziskave v Evropski uniji. Mi imamo brezplačno osnovno šolstvo, oziroma obvezno brezplačno osnovno šolstvo, pa kar precej srednjstva plačuje za vrtce. Kar se mi zdi, da ni čisto v skladu s tem, če želimo narediti otrokom, ponuditi otrokom dober štart. Zato bi bilo dobro razmisliti, kako omogočiti, da bi bili vrtci dostopnejši mladim družinam. 4 stvari so najbolj pomembne v šoli, sicer logično in kritično razmišljanje, inovativnost in ustvarjalnost, podjetnost in osredotočenost. Kdor ne razmišlja kritično, potem tudi lahko postane plen takih populističnih zadev, novi obrazi, ki smo bili priča že kar nekajkrat. Kdor ne razmišlja niti logično, niti kritično, potem dopusti in ne podvomi v določene rešitve, potem dopusti, da se dogajajo stvari, kot so se dogajali pri nas, nepredstavljivo, ko se nam vrtali predsednika. Jaz osebno menim, da bi se Slovenija, da smo se mi v SDS dovolj uprli in torej tudi pripomogli k predsednikovi spustitvi, pa mislim, da če bi imeli več zaklada logičnega in kritičnega razmišljanja v širši javnosti, tudi širša javnost, bolje se odzvati. Brez inovativnosti in ustvarjalnosti ne smo prav tako brez podjetnosti. Zatirali so nam podjetnost leta in leta v vsem socialističnem režimu, danes upam, da vidimo več tako. Kdo je učitelj je najbolj pomembno? To je najbolj pomembno vprašanje v šoli. Kdo je učitelj? Če je učitelj samokritičen, če je učitelj samostojen, samozavesten in ustvarjalen, potem če je učitelj klapec, morajo učenci in dijaki sledili njegovemu zgledu. Mislim, da mora naša država narediti zelo veliko na tem, da zostali med organom, ki je katastrofa danes za Slovenijo. To je katastrofa. Prej smo slišali predsednične številke, bile so zaslušujoče v starosti. In modernizirani strokovni vajniški sistem ter poudarjeno omogočanje mladim raziskovalcev, delo mladih raziskovalcev pri tisti ukrepi, ki bi mladim omogočili postati v Sloveniji. Razmisliti, si ustvariti prepričanja
in na to več čas opazovati svoje prepričanja, dvomiti v njih, ponovno razmisliti in zopet ustvariti prepričanje, to je vrednosti sistema. Vrednosti sistema je nekaj, na čemer se ljudi tudi sistem svojega spoštovanja. Vse skupaj je tisto, kar se mi zdi, da bi morala Slovenija poznavati kot temelj družbe. Vse je tisto, kar ne naredi učitelj, potem zdravi zdravnik in kaznuje sodnik. Da mogoče kaj pove o programu zdravstva. Torej, komisija še ni preštela, da bomo malo še čas zapolnili. Pri Slovenski demokratski stranki oziroma odboru za zdravstvo delujejo bivši ministri, ekonomisti, pravniki, strokovnjaki zdravstva in v 2 letih smo se dokopali do spoznanja, da slovensko zdravstvo pravzaprav ni več evropsko primerljivo, da po kakovosti drsimo navzdol. Najbolj, kar čutimo danes, je hude čakalne dobe in ta huda korupcija. Problem je, kako to presekati. Kot je rekla Jelka Godec, povsem se tega verjetno ne da. Da se pa seveda z dobro analizo in, bom rekla, z bolj proevropskim zdravstvom marsikaj zajeziti. Vedeti morate, da je v Evropi zdravstvena dejavnost tudi do neke mere ekonomska kategorija. Pri nas, recimo, tisti, ki smo v zdravstvu, vemo, da danes je upravljalec zdravstva, plačnik in regulator država. Torej, v krizi je država zniževala cena zdravstvenim storitvam brez premislika, kaj to pomeni. In to, da je od leta 2009 iz zdravstva odzetih 500 milijonov evrov, tudi je doprineslo torej do teh hudih čakalnih dob, ker čakalna doba je posledica tega, da se program izvede le do te mere, kot zavarovalnica za izvajalce, kot piše pogodbo. To je regulacija na državni ravni in čakalne dobe so neposredno odraz vladajoče zdravstvene politike in pogodb z zavarovalnico. In mi moramo to presekati. Mi želimo, da je državljan in njegova potreba ponovno v središču. Danes denar ne sledi pacientu in porabniku, plačujemo pa ne vemo, kam gre ta denar. Torej, mi moramo pristopiti k temu, da nismo v nedogled solidarnjem in da kot je nekdo rekel iz gospodarstva, v neko vedro, kjer pušča. Torej, zdravstvo je večplastni problem od tega, da nismo doprinesli sprememb, ki jih ima Evropa. V Evropi imate zdravstvene ustanove, ki so samostojne pri svojem poslovanju, imajo svojo plačno politiko, delajo svoj program, torej imajo dober menedžment. Mi tega nimamo. Nobeden od teh direktorjev, ki danes poznamo, bodi si zdravstveni domi ali velike klinike, ni pravi menedžer. On je samo izvajalec direktive, še danes kako vidimo te ministrice. Torej, mi rabimo samostojne ustanove, ki bodo konkurirale z boljšimi programi. Kaj pravite, kdo je najboljša institucija bila 2015. Sloveniji izbrana? Medikol Izola. Privatni kirurški operativni center je bil izbran za najboljšo zdravstveno inštitucijo. In temu mora Slovenija slediti. Torej, pregledne cene, kakovost, seveda dobri kadri, jasni standardi in normativi, ne samo o tem, koliko lahko zdravstveni delavec kakovostno in dobro naredi, ampak tudi, kakšni morajo biti materiali. Kot je Jelkina komisija dognala, opornica za 130 evrov mora odgovarjati vsem standardom, strokovnim, in to so znani kriteriji. Pri nas je pa ta korupcija in ta požrešnost tistih, ki se napajajo na zdravstvo tako velika, da mogoče tudi velikokrat zaslepijo odgovornost. Torej, ko bomo imeli jasni menedžment, jasne družbe, ki se ukvarjajo z zdravstvom, ja, to mora biti solidarno zdravstvo, vsi principi, ki danes poznamo samo nadzor in tega danes nimamo. In danes, ko država, bom rekla, glavni regulator in plačnik, se vidite, izgube se pokrijejo. Nič hudega, če klinični center dela 25 milijonov evrov izgube. Seveda so razlogi marsikateri, ampak ko se bomo enkrat postavili zdravstvo, kjer bo direktor klinike kandidiral in imel vizijo razvoja, ko bo kandidiral s svojim programom pri zavarovalnicah, ne pri eni monopolni, za svoje plačnike, za svojim timom za kakovostni program, takrat se bo začela vzpostavljati konkurenca. In treba je tudi vedeti, kakšne zdravstvene ustanove imamo. Mi danes kot uporabniki ne vemo,
kakšna je kakovost delovanja kliničnega centra. Nič ne vemo, koliko imajo recimo okužb s hospitalnimi klicami. To je velik finančni problem in zdravstveni problem. Torej, mi nimamo nikakršnega sistema, ne kontrole, ne nadzora, nič. Mi smo kar sedimo nazaj in so ukrepi, ki jih ima zdajšnja vlada ponovno v zdravstvo, kot smo ga imeli prej. Se pravi, ena monopolna zavarovalnica, pa vse bo državno. In to vidimo tudi po drugih državnih firmah ne gre, ker se potem razni ljudje napajajo, ker so politični interesi, torej mi rabimo v zdravstvu konkurenco, zdravo konkurenco, rabimo konkurenco tudi na področju zavarovalništva, vsi sklepamo pogodbe za svoj kasko avto, zavarovanje, ne moramo pa neke jasne pogodbe skleniti za svoje zdravje. Torej, dokler ne bo tudi konkurence na področju zavarovalništva, smo prepričani, da ni možno imeti sodobno zdravstvo. Bojimo se teh predlogov, ko jih ima recimo tudi na desnici Nova Slovenija, ki predvidevajo več zavarovalnic, ampak eno krovno zbiranje denarja. To smo imeli pred osamosvojitvijo in se ta denar potem namenjal, ki se zbral na kontu kao za zdravstvo, potem se za ceste in za nas je ljudska poraba. Torej, mislimo, da je zdravstvo tudi pomemben segment, da bomo posebno resolucijo tudi za ta naš volilni kongres pripravili. Jaz predlagam, da ga preberete. Zdravstvo je tako kompleksno in težko enostavno povedati, ampak kaj, na koncu želimo red, dostopno zdravstvo, denar mora slediti pacientu in kakovost, ki bo primerljiva z evropskim povprečjem. Ne želimo, da smo po nekaterih kazalnikih res med zadnjimi v Evropi. Med najslabšimi, tudi bi spostavila predvsem preživetje za rakom. Preživetje za rakom je v Sloveniji 5-letno zelo slab kazalnik in to je se mi zdi grozno. Grozno se mi zdi, da imamo najvišji odstotek samomorilnosti, ki tudi kaže neko družbeno stanje družbe. In v bistvu verjamem, da lahko za boljšo organizacijo in večjim redom v zdravstvu, ki bo konkurenčno, in pro-evropsko usmerjeno, da lahko dosežemo izboljšanje in dostopnosti in kakovosti za našega državljana. Kaj pa vse treba postoriti, to je pa večplastno, od tega, da je treba kompleksno zakonodajo uskladiti, do tega potem na koncu, da vsak zdravnik dela po res strokovnih priporočilih. Se pravi, da so, bom rekla, splošni zdravniki, ki so najbolj pomembni, da jih bo zadosti, ko smo slabi, imamo en najnižji deležev splošnih zdravnikov v Evropi, druge evropske države imajo do 60-70%, splošnih zdravnikov, vse ostalo so pa specialisti, pa nas pa obratno. 70 zdravnikov je specialistov, pa bolnišničnih 30 pa na terenu, kjer pacient rabi uslugo in pogovor. Torej, to je ena ključnih sprememb, torej, to je stvar mreže, ki ta država ni uspela narediti, ne mreže, koliko rabimo splošnih zdravnikov, zobozdravnikov, koliko rabimo specialistov, kar je pa še najbolj grozno, kar je že tudi nekaj primer. Nihče ne razmišlja o demografski situaciji in o problemih, ki bomo imeli čez 15-30 let. Torej, zdravstvene politike danes ne moreš delati, če ne boš upošteval tudi tega, kaj je demografska slika Slovenije in kaj naše zdravstvo, naše državljani potrebuje čez 15 in 30 let. To je treba začeti danes. To mislim, da je kar dosti zahteven projekt in upam, da če bomo tudi mandat, da bomo sodelavci uspeli nekaj dobrega narediti za slovenskega državljana. Sedaj bi pa prosila dr. Bojano Kos. Ona je bila ena izmed prvih predsednic ženskega odbora, sicer pa je predsednica seniorjev v Ljubljani. Bojana, mogoče bi malo povedala o projektu v spomin in opomin, ki ga sedaj ti nekje razglašaš. Se vidim, da sem jaz pravzaprav najbolj siva tlele, tako da vam lahko marsikaj več povem, ker sem tudi po moje en izmed največjih članic SDS stranke. Glejte, jaz gledam na to, ko opazujem, imam vnuke, nisem ne prastarš, ena pa prastarš dve, ali pa starš ena, starš dve, tako da tle se moramo ženske izredno upeti. Smo mame, očetje, babice, detki, prababice, praprababice, prapravedki. In to mora ostati, ker je to naša tradicija. Jaz sem si zadala eno tako vlogo, zdaj ko sem že, ko nimam kaj drugega delati, kot samo kuhati za vnuke, pa
pa ne hodim več v službo, delala sem 41 let kot zdravnica, tako da poznam dobro, kakšno je zdravstvo, in 41 let sem čakala, da bo boljše, je bilo pa čedalje slabše. Zdaj pa, lejte, jaz premišljam o tem, mi starejši, jaz, ko postopam v kontakt z vsemi možnimi, pravijo, ja, pa samo govori o tem, kako je slabo, pa kako so vnuki nemogoči, pa kako so snahe nemogoče, pa otroci, jaz pravim, punce, začnite delati. Bistvo je to, da mi imamo dobre izkušnje. In moramo postati, zdaj so pričevalce ukinili, postanemo mi pričevalci, zapisovalci. Zapisujmo tisto, posebej mi starejši, in dajte vplivati na svoje starše. Govorimo, da nimamo zgodovine. Mi smo del slovenske zgodovine in na ta način bomo edino tle lahko obstali. Začnejo ne vaši starši pisati, kaj se je dogajalo. Mi vemo, kaj se je dogajalo v komunizmu. Kako smo mi preživljali. Vidite, 40 let sem čakala, da bo boljš pa ni bilo. Da začnemo to vse skupaj. Vse smo noči glas. Ja. In sem prišla do tega, gledajte, zdaj so ukinili te pričevalce, da mi postanemo pričevalci, zapisovalci in zapisujemo zgodovino. Zapisujemo zgodovinske dogodke naših dedkov, babic, kako so preživljali Prvo svetovno vojno, ker mi recimo, moja generacija se v Prvi svetovni vojni ni nič učila. Mi sploh da je ni bilo. Druga stvar je, mi smo preživeli komunizem. Smo dolžni o komunizmu zapisati. In sicer zaradi tega, da se znamo mlado generacijo, ki je nadaljni volivci in tisti, ki bodo držali Slovenijo po konci. Na drugi strani je pa potrebno te otroke seznaniti s temi dejstvi, zato ker če ne bodo seznanjeni, bodo slabo volili, ampak ker jim bo njim še slabše, bodo nam učitali starejšim, da smo jim prikrivali dejstva. Bistvo je to, da je treba povedati, kaj se je dogajalo, ker jaz vidim, jaz imam recimo vnuke. Zanče prišel pa sem nekaj, jaz sem se že nekaj učila o osamosvojitvi. Ja je rekel, veš, osamosvojitev je vedno na 24. junija, takrat pa mi že končamo šolo. In dejansko se ne učimo. In dobro, če ne bi mene ne bi vedela, ampak ker mene vejo vse, kar se dogajalo takrat. In dejte začeti to, in jaz sem zdaj že stopila v kontakt z dr. Pučnika Nečakinjo iz Domžal, je rekla, Bojana, pridem k nam, pa boš malo tole naše razložila. Jaz sem zanj imela dolgo zadevo, ker sem jo predstavila ženskemu odboru, sem jo predstavila na našem odboru izvršilnega, pa na seniorjih, ker sem predsednica kluba seniorjev v Ljubljani. In vsi pravijo, da je treba res nekaj narediti, ker če hočemo našo mladino izobraziti, kaj se je dogajalo in jim dati tisto, da imajo domovino radi in domoljubja, kar nas premukuje. Jaz vem, moja mama je tujka bila tle in ona je do zadnjega, to se pravi, bila stara 94 let, ko je videla Ljubljanski grad, je meni rekla, kaj ste naredili z Gračani. Ona je bila čedine spravljena. In to nosiš, dom nosiš v srcu do konca življenja. In to imamo edino tle. Tega se moramo vsi zavedati. In lejte, jaz, ko sem študirala in končala, to je bila reforma, takrat je od mojih kolegov 52% odšlo v tujino. Nadomestili so jih s tem, da so potem prihajali iz Beograda, tile so pa vsi odšli v tujino. A mislite, da se kdo vrnil? Noben. Niso se vračali, zdaj imajo vikende tle, da pridejo v vikendi domov, ampak v resnici njihovi otroci so se poročili in ti otroci so ostali tam. S tem mi izgubljamo slovenski živelj. To je bistvo. In zato nas bo čedalje manj. Moramo pa tle obstati. Če smo obstali toliko, 1000 let, bomo pa še naprej ostali. Hvala lepa. Oddanih je bilo 113 od 114 glasovnic, od tega je bila ena glasovnica neveljavna. V 5-članski nadzorni odbor so bile za mandat 2017 do 2021 izvoljene magistrica Richter-Pikl z 92 glasovi, Irena Potočnik z 52, Tatjana Kodres s 46, Natalija Furek s 43 in magistrica Mojca Inkret s 43.
Čestitke. Volitve članic v izvršilni odbor. Za izvršilni odbor je bilo prevzetih tudi 114 in oddanih 113 glasovnic, od tega ena neveljavna, torej veljavnih 112. In takole so se razvrstile. Magistrica Jelena Konda s 96 glasovi, Kaja Medved s 91, Jelka Godec z 89, Alenka Forte z 88, Alenka Jeraj s 86 glasovi, Irena Pfeiffer 82, Darinka Kovač 76 glasov, Jana Valenčak 72, Nuša Perenčič 70, Judita Čas Krneža 67, Lucija Jančič Vrhovšek 66, Bernarda Mandres 63 in Mara Glušič 62 in vsem čestitam. Čestitam in želim uspešno delo. Naša predsednica je izvoljena s čisto vsemi oddanimi glasovi. Prosim, da še malo usedite. Za konec bi rada čestitala naše predsednici Nadi, v kar smo vsi verjeli, da bo izvoljena in da bo odlična predsednica. Čestitam novo izvoljenim članicam izvršilnega odbora in članicam nadzornega odbora. Želim vsem uspešno delo in da boste v tem delu našle, videle, doživele poslanstvo in zadovoljstvo, ki ga prinaša delo v ženskem odboru. Dovolite pa, da vam v bližajočem materinskem dnevu zaželim ne samo enakopravnosti, ampak predvsem iskren in ljubeč odnos v krogu vaših dragih najbližjih. Ob koncu boste za praznik vsaka prejele tukaj eno lončnico. To še vzadi, eno lončnico. Rožico v lončnici. Mislim pa, da nam bo za zaključek dala nekaj navodil še Alenka. Predvsem pa bi povabila vse članice novo izvoljene izvršilnega odbora, nadzornega in predsednico za skupno fotografijo. Prosim. Ja, to v koncu še prej bo pa predsednica Nada Brinovšek imela besedo. Hvala lepa, no. Najprej bi se rada vsem vam, vsaki posebej res zahvalila za vaš glas. Hvala lepa in obljubljam, da bom vas razočarala. Sem trmasta pri svojem delu in upam, da bom tudi z vašo pomočjo na tej funkciji uspelo. Obenem pa iskreno čestitam vsem izvoljenim članicam v nadzorni odbor in pa seveda na izvršilni odbor in računam na vašo pomoč. Zdaj program za leto 2017 je pripravljen, je odlično pripravljen in to po zaslugi prejšnje predsednice in jaz upam, da bomo ob koncu leta naredili pri vsakem dogodku kljukico, seveda pa Alenka še enkrat računam na tvojo pomoč. In ko sem malo razmišljala še o našem delu in o našem programu, se bom spet, malo čutno, to ni tole, ne? Se bom spet vrnila na dogodek na prejšnjo soboto v Slivnico, ki ga organizirala Bernarda in takrat smo se vse, ki smo se udeležile tega srečanja, udeležile tudi svete maše.
In gospod župnik je imel ob tej sveti maši čudovito pridigo. In ko sem poslušala to pridigo, sem mislila, pa se je to pridiga v našem programu. In poglejte, gospod župnik je v svoji pridigi poudaril tradicionalno družino, varnost otrok, božanskost in pa zmagoslavje. In ko sem to malo obračala in pa razmišljala, se to je naš program, sem rekla, poglej, naš cilj je, da nekako delamo na tem, da se ohrani prava slovenska tradicionalna družina. Da ohranimo te naše vrednote, našo kulturo, naš jezik in pa seveda, da še bomo dolgo peli te naše slovenske pesmi. Vsekakor je naš cilj tudi, da še nekako se naprej trudimo in se zavzemamo za te naše ženske pravice. Ženske so prvič dobile volilno pravico v leta 1945 in po 70 letih moram reči, da se je naš položaj že dokaj izboljšal, ampak še bo potrebno delati, še se nadamo in, a vidite, prej je bilo v razpravi, mislim, da je Žan rekel, da ženske podpiramo 3 vogle, ampak v Zgornjo-Savinjski dolini pravimo, da ženske podpiramo 5 voglov. Ne pa, da čudete, oziroma si mislite, koliko voglov ima kakšna hiša. V bistvu, ko je gospod župnik tam omenjal tudi varnost otrok. Poglejte, tako kot je tudi prej gospa Kos in pa gospa Mojca Škrinjar ste rekli, da moramo nekako delati na temu, da bodo naši otroci predvsem ohranjali našo tradicijo, vedeli za naše običaje, ampak ti naši otroci ali pa vnuki se morajo počutiti v krogu družine varni. Morajo vedeti, kdo je oče, kakve so njegove lastnosti, kdo je mama, da najdejo pri nas kot matere neko toplino in pa seveda zavetje. In da ne bomo čez leto, 2 nekako poslušali, kot je že gospa Kos rekla, ne, oseba ali pa starš 1 in pa starš 2. In ko je gospod župnik nadalje omenjal božanskost, poglejte, marsikatera od nas, oziroma sem prepričana, da vsako od nas je že v sodno življenju mogla nekaj popuščati, nekaj odpuščati. Mogli smo se opravičiti dostkrat, ali pa dostkrat je prav, da izrečemo to čudežno besedo hvala. In verjamem, da tudi vsaka se je ob tem, ko je odpustila, se zahvalila ali pa rekla oprosti, da ste se počutile božansko. In če nekako vse skupaj pa povzamem, pogledajte, če bomo delali na temu, da se bo ohranila prava slovenska družina, če bomo skrbeli za varnost, da se bodo naši otroci počutili v krogu naših družin varne, če bomo znali odpuščati, se zahvaliti, verjemite, da bomo nekako išli ali pa po 4 letih tega mandata se počutile kot zmagovalke. Hvala lepa še enkrat.